Pozdravljeni, dragi moji. Pa smo le prišli do 4. oddaje, ki isto tematiko ima preroške besede propad človeštva. Kako bi vam povedal, da ne bi spadlo grozeče? To sem velikokrat razmišljal. Ne izberem besednjak, ki bi bil preprost, enostaven, da bi ga seveda vsi razumeli in da se ne bi ustrašili. Bodočnost oziroma obdobje, ki prihaja, je polno energije, ampak na žalost bo pa več in čedalje več slabših energij, kakor je trenutno. Sedaj se nahajamo v enem obdobju miru pred burjo, tišina pred burjo. Prihajajo obdobja bolezni, namreč imeli smo že eno epidemijo, nekega virusa, ki ga pravzaprav tudi uradno nismo videli, to, kar je naslikano, je nekaj drugega, da razpadle celice, po trditvah nekaterih drugih poznavalcev, ki se na biologijo dobro spoznajo. Bolezni bodo raznorazne, prišle bodo tudi stare bolezni, ki so izkoreninjene. Tako pravijo pač nekateri ljudje v Svetovni zdravstveni organizaciji, da teh bolezni ni več. Čeprav smo slišali, da se je v nekih laboratorijih našlo in kuga in lepra in seveda nekaj grdega, črne koze in podobno. Bolezni bodo tudi neke nove se pojavile, ki nikakor niso za podcenjevati. Zato apeliram na vse vas, da prvo kot prvo, ko se pojavijo take informacije o začetku enih takih epidemičnih naznak, da se bo zgodilo nekaj podobnega kot z prejšnjim virusom, seveda ne smete padati v paniko, ne smete se bati bolezni, kajti s tem oslabite svojo prvo energetsko odpornost, pa potem še organsko odpornost. Zato ne pozabite mojih besed, čeprav morda nekaterim se bo zdelo, da kar eden govori kar tri, kot imamo navado povedati, ampak res vzemite to na znanje. Do sedaj vse, kar sem prerokoval, se je zgodilo in tudi to sem prepričan, kar za čase, ki prihajajo, se bo sigurno zgodilo. Ne samo, da se bodo dogajale bolezni, nalezljive, tudi nekatere bolezni, ki so izzvane nekim drugim načinom ali preko hrane, pijače, veliko se bo pa strupov pojavilo. Seveda veliko njih bo probalo dopovedovati človeštvu, da je to ustvaril človek in da se to namensko deluje. Resnično, častilci teme in zla imajo take namene in bodo tudi sprožili mnoge svoje načrte s tem, da bi uničili čim večje število človeštva, ljudi. Ne samo, da bodo strupi, ki bodo raznorazni,
torej v glavnem strupi, ki so živčni strupi, bodo seveda napadali nerve pri človeku in odpovedovale bodo funkcije v telesu in ali huda deformacija dogajala v telesu, ne samo na funkcijah, ampak tudi na organih, ali bo pa se tudi na žalost zgodila smrt. In ne samo strupi, ampak še dodatno se razmišlja o vibracijah, ki tako delujejo na centralni živčni sistem človeka in seveda na elektromagnetno sevanje oziroma komunikacijo možganov s telesom, bodo te vibracije umetno izzvane in povzročale pri ljudeh izjemne psihične težave, tako da bomo v bližnji bodočnosti gledali tudi ljudi, ki bodo naenkrat začeli vpiti, recimo na sred ceste, kodar se nahajamo, in bodo v tem strašnem stresu tudi padli naenkrat na tla in umrli. Žal, grdo se sliši, ampak to bo. Zato opozarjam, da se pripravljate na kakšne take eventualne dogodke. Moram povedati, da tudi mi imamo, oziroma moj Zoom je ena centralna piramida, ki pač ščiti pred takimi vibracijami, zlasti dom in vas v domu, kakor tudi živali in domače rastline. Te vibracije uničenja ne samo, da bo povzročale hude poškodbe živčnega sistema pri ljudeh, ampak tudi bodo pokali nekateri materiali, iz katerih so naše hiše zgrajene, pohištvo, ogledala, stekla na oknih in tako naprej. Sedaj se v svetu probavajo mnogi eksperimenti, seveda tajno, brez priznanja, da se to odvija in da se seveda vsi ti, ki trdijo, takoj postavijo v vrsto zarote. Ko se bo to začelo dogajati, se bo počasi uvajal nek novi red življenja in tudi se bo čedalje več uvajala prisila na drugačno življenje. Torej, že zdaj vidimo, kako se vse nekako prenaša na internetno omrežje, da se zdaj komunicira preko interneta z uradi, da bi se kao zmanjšal pritisk na ljudi, ki so v dolgih vrstah čakali dolgo časa, ampak to v resnici izgleda tako, da je lažje, pa da je manj neke papirologije, ampak to vse nosi drugačne efekte, kot bi rekli, da je to dvorezni meč, da na enem področju pomaga, na drugem področju bo pa škodovalo. Tudi zakonske uredbe bodo prihajale in predpisale naše obnašanje v našem življenju, v družbenem življenju, tako da bomo mogli spoštovati neka nova pravila, za katera bomo vedeli, da niso dobra in da nimajo veze z demokracijo, z svobodo in svobodno voljo človeka. Priča smo bili tudi, da se je zgodil potres v Turčiji rušilne moči. Samo to je, moram vam povedati, da je na žalost to šele začetek. Širom sveta se bodo pojavili potresi, ki bodo
neverjetno tresli področja, edino otoki in točke luči ne bodo pod udarom potresov. Govori se tudi v javnosti ali pa teh alternativnih medijih, da se ti potresi izzivajo tehnološko, da neko harpo omrežje, pa ne vem, neka huda moč usmerjena na določena področja, da trese, uničuje to področje. Ne gre za to. Moram vam povedati še eno presenečenje. Namreč, naša Zemlja je živo bitje. Kakorkoli to sprejmete, ona je res živo bitje. In tudi Zemlja lahko komunicira. In blagor tistemu, ki komunicira z Zemljo. Mnogi kmetje, ki so spoštovali Zemljo oziroma še spoštujejo, oni komunicirajo podzavestno z Zemljo, zato pa takim kmetom rodi zelo dobro, velike pridelke dobijo tudi kot ne količinsko samo, ampak tudi kot velikost samega pridelka. In tisti, ki bo pa lahko z Zemljo komuniciral, se bo v bodoče lahko skril tudi pred pregoni, ki se bodo v bodočnosti zgodili. No, planira se, da se verstvo tudi ukine. O tem bomo in seveda preusmeri v neko drugo, novo vero, ki je predvidela ta skupina častilcev teme, da se bo pojavilo novo verstvo in da to verstvo bo poskušalo vse vere zliti vase in seveda stare vere oziroma stara verovanja naj bi odpadla in se pozabilo. Čuvajte svojo vero. Čuvajte jo. Kajti preučujem Sveta pisma raznih vera. Recimo sem ugotovil, da muslimanska, židovska, katoliška in pravoslavna vera skorajda identičen pogled imajo na verstvo in na preroške čase oziroma prastari časi, v katerih so se neki preroki javljali in napovedali konec tega človeštva in se precej ujema v tem končnem razpletu konca sveta, torej vsi ti preroki, muslimanski, židovski, pravoslavni in katoliški so pravzaprav skorajda identični. Ti potresi se bodo širili po celem svetu in to prav namensko, kar se tiče Zemlje. Zemlja bo izrekla božjo kazen nad človeštvom, ker so veliko tega Zemlji naredili, zlasti črpanje nafte, črpanje teh snovi iz Zemlje, ki jih Zemlja potrebuje za pravilno delovanje in da nam omogoča najboljše možne pogoje življenja. Vse se to vleče ven iz nje, plini se spuščajo, nafta je v resnici Zemljina kri, da lahko nekako tako povem. Nafto ustvarja Zemlja in nikakor ni to nikakršno fosilno gorivo, čeprav to uradna znanost trdi. Za moje
govorim v svojem imenu in ne v imenu znanosti. Lahko mi verjamete, lahko mi pa tudi ne verjamete. Neurja, jaz sem pred leti, torej pred 27 leti tudi napovedal, da se bodo pojavili orkani v Sloveniji, zlasti v področju Prekmurja, v ravninskem delu Slovenije, in se bodo ne samo v Sloveniji širili, pojavljali, ampak Hrvaška in Madžarska, v teh ravninskih delih se bodo pojavili orkani, ki bodo seveda pobirali vse. Jaz sem bil tudi priča, v Prekmurju sem živel in še vedno imam hišo v Prekmurju, in se prav v moji bližini en tak veter je šel mimo, da tako rečem, na sprehod mimo moje hiše na sosedovih njivah in je pobral vse spotoma, potrgal in počistil do zemlje vse, kar je bilo pridelkov na tem področju. Ta neurja se bodo krepila, ker je Slovenija zaščitena z božjo voljo. Ta neurja, ki se bodo dogajala v Sloveniji, bodo mnogo večja v Evropi in po svetu. Zlasti bo pa na severnem delu Evrope, tam severna Nemčija, bodo hudi taki orkani, huda neurja, veter bo pihal nenormalno, za naše pojme hitro, odnašal, ne samo da odnašal strehe, ampak dobesedno bo porušil zidane stavbe, kot da jih ne bi bilo več. Ta neurja se bodo stopnjevala. Vsi se seveda sprašujete, zakaj je to? Jaz vam pa povem, da je človeštvo zakrivilo ogromno grehov, človeštvo je padlo na 1% inteligence, kar je nepojmljivo, in teži, da pade še pod 1%, zato ti častilci teme imajo sebe za izjemno inteligentne, zato ker imajo veliko količino denarja v svoji lasti in veliko področji oziroma nepremičnin, in seveda so pridobili neko hudo samozavest, bahavo samozavest in se bodo spuščali v čedalje hujše sodbe človeštvu. Zato, dragi moji, pripravite se na grdo obdobje, pripravite se tudi, če je le možno, za alternativni način pridobivanja hrane, kajti prav ti častilci teme bodo izzvali pomanjkanje hrane, namensko, da bi ljudje sprejemali kasneje oznake, ki predstavljajo kanal za temo, in da bi bili stalno pod vplivom preko teh oznak, kot so recimo določene kode, vgravirane na koži, ali pa čipi, ki se vstavljajo pod kožo, bodo povezani direktno s temi področja. Moram vam povedati, da ta področja zelo intenzivno delajo, in zato veliko ljudi verjame prej v slabo kot v dobro. Prav iz tega razloga, ker je naš mental padel na 1% inteligence, in bo težko te ljudi prepričati, da dvignejo svojo vero v nekaj boljšega, konkretnejšega, kot je to sedaj. Namensko se tudi družba ustvarja, vse v družbi se ustvarja, da je stresno, da spodbuja strah in preganjavico, zato so psihiatrične bolnišnice polne
ljudi, ki na novo in na novo prihajajo z hudimi takimi težavami, pod vplivom stalnega strahu in slabe vere vase. Kmalu bomo priča tudi pojavi drugega sonca. Namreč ta klimatske spremembe, ki jih smo zlasti lansko leto in letos zabeležili, da so ta zima bila precej blaga, povzroča Jupiter. Vse uradne neke biltene ali televizijske informacije sem probal preveriti in doma in v tujini in nikjer nisem zaznal, da je sprememba na Jupitru. Kot veste, je moreplovcem vodila zvezda Danica ali Venera, ki je bila najsjajnejša zvezda na severu in je tam stalno obtičala, zato je pa bila neka orientacijska točka, po kateri so ljudje potovali oziroma se orientirali na poti. Zato opazujte Jupiter, on se zlasti zvečer pojavi na jugu in potem potuje proti jutru na zahod. Jupiter, ko bo na točki zahoda, bo zažarel in prešel v Sonce. Namreč tudi planeti rastejo, tako kot mi, in recimo prvo so bili plini, potem so bile manjše svetlobe, ki so počasi dobivale maso, seveda, in začele rotirati okoli sebe in se povečevala in povečevala. To je prav taka rast tega bitja. Seveda znanstveniki bi me zdajle popljuvali na dolgo in široko, ampak tako pač je. Kasneje boste videli, da to drži. To sicer samo jaz trdim trenutno v svetu, ampak vi lahko verjamete in lahko ne verjamete. Bog vam je dal naš stvarnik nam je dal lastno voljo in z njo odločamo svojo vero. Kaj se bo zgodilo, ko se bo pojavilo drugo sonce? To se bo zgodilo pozimi. Jaz sem pričakoval, da že to zimo, da se bo pojavilo, oziroma da bo eskalacija Jupitra. Transformacijo Jupitra pa vodi en velik mojster, to je izjemno ogromno bitje, nadangelsko, oziroma še nadangelsko, in se imenuje mojster. Zdaj pa v raznih verah se imenujejo kerubi, serafi in podobno. On vodi to transformacijo, to bitje, in se imenuje Caremus Antarion. V prejšnji skupini, ki sem jo vodil, meditacijski skupini na Ježici, je ena kolegica izkanalizirala njegov kontakt in njegovo ime Caremus Antarion. In se tudi ta mojster lahko prikliče za vse tiste, ki zmorete, lahko vzpostavite kontakt z njim in ga tudi sprašujete in dobite odgovore. Kakorkoli se to noro sliši, to je res. Ne vem, zakaj je človeštvo pozabilo, da se sveti lahko vidijo, lahko se slišijo, lahko se čutijo in prav tudi telesno. Okrog tega je veliko pričevanj, ampak žal javnost ne sprejme to tako enostavno. Zažarel bo Jupiter kot sonce, močno se bo
povečal. In sonce mimogrede ni nikakršna lava ali stopljeni material, kot se v mnogih krogih trdi. To je energija in nikakor nima veze z materialom. Sonce je tudi vstop v 5. dimenzijo, oziroma o teh dimenzijah bom kasneje govoril v naslednjih oddajah, ali to je 5. dimenzija ali raj. Ko se bo to zgodilo, bomo izjemno veseli, zadovoljni, ker bo točno, ko je hladno, in bomo takoj mogli ugasniti svoja grelna telesa ali sisteme in bomo zelo veseli. Ampak 3. dan bo začelo goreti po celotnem svetu. Jaz sem zaznal, poslušal sem neka pričevanja in tudi v kristjanski Bibliji piše, da bo padel nek velik komet, ki bo v morje in ki bo izzval ogromen val, ki bo potopil obalna mesta in tako naprej. Jaz nimam teh informacij. Iz mojega vira sem videl tako, da bo Jupiter zažarel kot sonce in da prav zaradi tega njegova izjemna privlačnost bo Zemlja, ki visi približno, ne po vseh podatkih, 16 stopinj iz svoje osi in se zato eliptično kroži okoli Sonca, tega Sonca, ki ga imamo sedaj, in zato zaradi te elipse, po kateri potuje Zemlja, seveda dobimo 4-letne čase. Ko se ko se oddaljuje hladno, ko se približuje toplejše. No, potem bo pa postalo povsod toplo. Zlasti danes na teh področjih, kateri so zelo topli, evo tukaj Indija, Indonezija in nekateri tudi Tajska, mislim, da ima precej daljše obdobje sonca, Avstralija, tam bo pa največ gorelo. Največ bo gorelo tam. Ta žarišča se bodo širila potem preko gozdov, vse do Evrope. Tudi zaznal sem veliko požarov na Hrvaškem, veliko gozdov bo izgorelo na Hrvaškem. Slovenija bo delno prizadeta, bo pa večina očuvana. To takoj povem, pa ne, da sem pristranski in domoljub, ampak ker to tako vidim. Imeli bomo 2 sonca, izginila bo noč. Se bo treba navajati ponovno na spanje pri veliki luči, tako da veliko ljudi bo ogromno denarja zapravilo za razna tesnila, da bi zatisnila to luč, ki prodira skozi okna in raznih kablih, ceveh, ki povezujejo notranjost z zunanjostjo. Kristali bodo pridobili tako mogočno svetlobo, recimo kristali Malte v naših stanovanjih, da bodo, ko ugasnemo luč, zatisnemo okna z neko temnim pregrinjalom, nam bodo svetle prav te naše malte v sobah, tako rečem, malte v sobah, na zidovih. In eni bodo spet bili tako živčni, da bodo probali to nekako zakriti tudi na stenah. Ne bo to takoj, ampak postopoma. Odpadla bo zima, nekateri napovedujejo ledeno obdobje, jaz pa nimam teh informacij, moji viri pač mi drugače povedo in moje vizije
da bo pač zelo, zelo toplo. Vse dotlej do vladavine Antisina, ki bo prišel na oblast, ki bi vladal celemu svetu, prišlo do 3 let in pol popolne suše, da ena kap vode ne bo padla na zemljo, tako da ne bo hrane, pridelkov ne bo, samo pridelki bodo na točkah luči, hodar so ljudje zvesti Bogu, ki so v stalni povezavi, stalno kanalizirajo ta področja, napajajo z lučjo. Ti ljudje se imenujejo Antarioni. V naslednjih oddajah bom to povedal, pojasnil. Torej človek, ki povezuje enost in dvojnost. Enost je an, dvojnost je on. Zato je an enost, tari, ta pada, dol povezava, ri se dviguje, on je dvojnost. Torej dvosmerno povezuje enost in dvojnost. Na teh mestih, kodar ti ljudje delujejo in živijo, bodo seveda in hrana in voda. Če pa tega ni, bo ponovno stvarnik spustil mano na zemljo, da bi se tisti ljudje, ki zmorejo v teh točkah luči in otokih luči preživeti, jih bo hranil. Vse dotlej, dokler ne bo potrebno več, da se hranijo in pijejo. Pa kljub temu živijo, seveda. Teh primerov je kar nekaj v svetu, se pojavlja čedalje več takih ljudi, ki ne jedo in ne pijejo in vseeno živijo dobro in imajo odlično energijo in tudi telovadijo, ali so športniki, glasbeniki in tako naprej. No, to čedalje več ljudi bo to doživelo. Je pa potrebno še eno sonce, kajti to je okno, ki napaja z energijo človeštvo, zato smo vsi veseli in dobro razpoloženi, bolj zdravi poleti, ko je sončno vreme. No, toliko za danes. Se vidimo v naslednji 5. oddaji Propad človeštva. Pozdravljam vas, mir z vami, Om An.